Ja, torej, najprej se je treba zavedati, da ko se podajamo v ta svet prepoznavnosti, govorimo lahko tudi o medijski prepoznavnosti, da je potrebna ena pot, ki pa se začne od znotraj navzven. Kar pomeni, da ko se nek podjetnik ali pa neko podjetje res dobro zaveda te svoje zgodbe, ko prepozna te svoje talente, svojo strokovnost, svojo misijo oziroma poslanstvo, ki jo ima, ko prepozna, kaj je njegova zgodba in jo tudi začne odkrito govoriti, in ko vse to zapakira v svoj produkt ali pa v svojo storitev in se v to zaljubi, potem skoraj da ni variante, da se drugi ne bi zaljubili v to. In to pač pomeni, da je treba najti način, kako, torej z iskreno, človeško, medčloveško komunikacijo. In ko pravzaprav ugotovimo, da se celotni naši odnosi z javnostmi in to, kako našo zgodbo pripovedujemo in kako se predstavljamo v svetu, pravzaprav gradimo ravno na tej iskreni človeški komunikaciji, potem se tukaj začne ta prava zgodba, ki je lahko tudi dolgoročno zelo uspešna. In zato jaz neprestano poudarjam, da se podjetje mora zavedati odnosov z vsemi svojimi javnostmi, govorim neprestano o 4 stebrih teh javnosti, ampak ne želim posiljevati s tem, sami bodo prišli do teh zaključkov. In tudi stranke, ki se v zadnjem času obračajo name, so, bom rekla, temu več ali manj že ozaveščeni podjetniki, ki se zavedajo, da ni dovolj samo komunikacija z eno izmed javnosti, ampak pravzaprav z vsemi. In tako lahko potem na dolgi rok, seveda, ko začneš pripovedovati zgodbe, ko se zavedaš te svoje zgodbe, ko vanjo verjameš in ko začnejo vanjo verjeti drugi, gradiš to svojo skupnost in dolgoročno načeloma tudi uspešno komuniciraš in dosežeš uspešnost podjetja. Res je, da večina strank prihaja s ciljem in z željo seveda dvigniti svojo prepoznavnost skozi objave v medijih. Torej cilj jim je, koliko objav, toliko več smo vredni in naša želja je torej, da govorijo o nas, mediji pišejo, poročajo in seveda, da smo vidni in slišni na ta način. Ampak jaz potem začnem tam to svojo zgodbo, kako niso samo mediji naša javnost. In hvala Bogu, zdaj vse več prihaja k meni teh ozaveščenih podjetnikov, ozaveščenih strank, ki že nastavljajo svoje odnose z javnostmi nekoliko drugače. In moja stranka idealna danes ni več samo tista, ki želi PR storitve, zato ker se mi zdi, da je to absolutno premalo. Jaz od svoje stranke pričakujem in zdaj tudi zahtevam, da se izobražuje na tem področju. Torej, da skupaj peljeva neko pot izobraževanja, kar pomeni, da seveda upravljam za njih PR storitve. Ampak oni se učijo od mene, jaz se učim od njih in skupaj potem kreiramo neko zgodbo odnosov z strankami, seveda, ki so zelo pomembne, z poslovnimi partnerji, odnosi z zaposlenimi, ki so skoraj najbolj pomembni in potem še seveda gradimo tudi odnose z mediji. Zato si tudi jaz želim čim več teh ozaveščenih podjetnikov 2.0, če lahko temu tako rečem, ki delajo te nove zgodbe. In jaz sem vesela, ker mladi podjetniki, startupi recimo so takšni, ki že želijo najprej se nekaj naučiti, pa potem seveda tudi to narediti. In danes jaz ne samo, da govorimo o odnosih z javnostmi in ponujam storitve, ampak izobražujem na tem področju in celo ustvarjam eno PR akademijo, da bi se lahko ljudje naučili komunicirati s svojimi javnostmi.